fuck, jaz to moram videti. Ej, tetoviraš si pa svet. Ja. Svet. Kak to? Zaradi tega, ko prva potujem. Ja? Ja. In dansko sem pač, tako sem je pisala, je bilo to, mislim, takoj sem vedela, kaj sem dala, ker svet sem si hodila dati vedno nek tak manjši tatu in ja, ni bila glih težka izbira in zdaj imam tisto, je bilo vedno na moji wish listi, da enkrat pa bo prišel čas, da si dam pol to tetovirati, no. Ja, potujem pa v bistvu furada in to je bil tudi en razlog, da sem šla takrat pol podjetništvo, da sem se lotila, zato sem rekla, da bi bilo ful fajn, da bi jaz lahko 2 meseca na leto potovala, pa bi pač tudi tam, ko bom lahko delala, veš, da imaš dejansko neko tako delo, ko pač lahko greš, pa delaš od kjerkoli, teda ja, to je bil tudi eden izmed razlogov za podjetništvo, Ja, da imaš malo fraj. Da imaš fraj, pa da imaš tako v bistvu službo, da imaš delo, da lahko delaš od kjerkoli, no. Ja. Potovanje, si že bila na vseh celinah? V Južni Ameriki še nisem bila. Južna Amerika. Ja. Druge sem pa že, pa Avstralija, ja, no. Avstralija? Ja, pač bila sem v Aziji, sem bila že kar na enih 8 lokacijah, pač v Afriki sem bila Maroko, pa Zanzibar, pa Amerika, sem bila pač na različnih, ja, pa Karibsko otočje. Karibsko otočje? Ja. Ok. Teda bila, ja. Zdaj sem se glih prejšnjič, ko en app obstaja, za enim sem snimala tudi neki podcast, pa mi rekel za en app, ko si lahko označiš, v katerih državah si bil in poti označi, koliko sveta si že prepotoval, veš. Ja. Zdaj sem na 12%. Pobarvamo, kaj? Ne. To je pa vprašanje, ki sem ga dobila od vseh, ko sem si rekla, da se grem zemljevid sveta tetovirati, so si rekli, ja, se bo želela pol pikice, kje si že bila, veš. Vse kaj dolgo premali bo, da bi si, ja, ali da si pol barvaš tisto, ko si bil, ja. Mogo bi večji. Jaz pa sem za potovanja tak, če me kdo spravi nekam, pol grem, ne. Sem imel, najboljši moj dopust je bil v Srbiji, Guča, ne, veš kaj to? Ne. Etno muzika njihova, Ja. celo mesto, veliko tako konice, 10,000 ljudi to nekje, mogoče sem zdaj na blef rekel, ampak to je od začetka mesta so štanti, to je vse posod, so neki odri, pa diskač, pa to je malo po srbsko naredno, enkrat tam, na pločniku, palačinke peče, ne. Pač tako malo, bolj levo, desno, mi smo šli dol, kolegi, te sem še fuzbal špilo dosti, tak ne, iz Tepanja, Pubeci, smo šli dol s kombijo, mi smo se imeli tak fajn. Lubenice smo si dali na pol, pa meso ven pojedli, smo čelade pol imeli, veš, pa taki smo kol skakali, pa svašta, prije oni cigani špilat, pa jih tam kelnari ven terajo, pa pol prije en mali cigan je prišel, pa je nas prosil za denar in pol, očale nam je prodajal, ne, Ray-Ban, brate, Ray-Ban, veš pa, 6-7 let je star bil, ne, pa klev, pa vse, veš, ono prav res teko, da greš v film, zgleda, ne, in pol je, tiste špegle grejo takle okoli po krogu in en kolega sem to naredi, cp, pa zlama, ne. Slopil si na očala, pa smo pa Coca-Cola kupili, pa je bilo vrej. Pa ni jo spil, ne, pač kelner mu je prinesel, preko ne odprte. Pa je pol šel oni po štoplu, moral štoplu nazaj, pa si je dal zram, pa je niso. Pa bil pa tak, je bil tako oni veš, oni laufer, kim, kaj dobil, hustler. Cek da, ja. Pol nisi toliko za potovanje? Veš kaj, bil sem v Turčiji, bil sem to, ko sem rekel v Srbiji, bil sem Črna Gora, Hrvaška Valda, bil sem v Londonu, šel sem z stricom, ko špedicijo še furo v Luksemburg s tovrnjakom, naprimer, ne. Pol smo hodili pa večinoma po festivalih, ne. Mi smo v Nemčiji na enem manjšem festivalu, tako bolj, vedno smo šli na istega, ne, ker je tako ono, eni imajo tam na hribu, blizu Nürnberga, 300 ljudi, ful mali festival v scene, ne, kako se že reče, Konrad Fest, in res dobesedno tako, da bi se folk, ena lokalna scena se zbrala in pač imajo tudi bende, ko tek turirajo in jih so kolegi in jih povabijo tja, oni odšpilajo, 2 dni traja, cool, prvo leto je bilo še brez stopnine, pol je bilo 15 €, kar je za Nemčijo, za one verjetno nič, ne, že če za nas nič. Ja, je pol za njih še to. Za Stone Camping, njihov pir, lokalen, kar z steklenimi glažami smo hodili, sem pa tja, veš, ni bilo, prav tako ono domače naredil. Tako da smo hodili na to, na 3-4 leta, zdaj tak ni, ne. Pa hodili smo v Tolmin veliko, no. V Tolmin smo hodili veliko zaradi
zaradi teh festivalov tam. Ja. Pa še kaj sem bil še v Budimpešti, ko smo šli na koncert. Ampak meni je bilo tako dolg cajt, ker jaz se znam prilagajati ljudem, pa pol onga scat. Ja. V Londonu je bilo najhujše. Mislim, se na potovanje je ful fajn hoditi, pač da sam oziroma z nekom še zraven, dva in je to. Vse, kar je več, je to ful prilagajanja preveč. Mi smo se tak čakali. Ja, skozi se čakaš, mislim, meni tudi to ni. Pa en je lačen, en bi še šel nekaj pogledati. Katastrofa je to, ne. Tako da, ja, mislim se, ampak mene moraš spraviti. Saj bi šel, valjda bi šel pogledati to, bi šel to, pa imam načrto sploh Amsterdam pa London bi si šel pogledati te comedy klube, no. Da res doživiš to njihovo sceno, ko pač, kako oni delajo, ne, ker tu mi čist drugače delamo, manj nastopov imamo, čist drugačna scena, jaz bi šel to sam pogledati. Mogoče ne nastopati, valjda bi rad, ne, ampak mogoče ne nastopati, mogoče sam pogledati, da bi videl, ne. Ampak resnici sem dosti raje še nekaj na mirnem, kot da grem v Portorož ali v mesto, kot je Portorož, sam večje, nekje druge. Ja, torej, da ne toliko turistične destinacije, ne. Ja, pa se imaš, mislim, meni je ful fajn zaradi tega, ker se mi zdi, da vedno prijem malo drugačne nazaj v smislu, da res vidiš neko novo kulturo, spoznaš nek nov način življenja, tako ti se mi zdi odpira oči, pa ful bolj se mi zdi cenim stvari potem, ko jih imam, ko vidim pač, kaj vse po svetu obstaja, je, vedno sem pa ful vesela, ko se vrnem v Slovenijo, povedno mi je ful fajn, da veš, Slovenija res ful fajna, ko ima se dojamra, kak je Slovenija, vse imamo neke slabosti, ampak ko na koncu potegneš, imamo pa res tukaj luksuz za živeti, kakorkoli gledaš, ja. Zdaj zelo, kako bi rekel, če hočeš biti bogat, ti bo v Ameriki to sprej ratalo, ne. Ker je pač tak sistem tam, da ful strmi k temu, ja. Ja, strmi k temu in ljudje so tam tudi drugačni, sploh v smislu, da imaš ljudi, ki hočejo isto kot ti in se lahko z njimi pomagaš in ker jih je več, na malem kraju, je to lažje, ne. Tu v Sloveniji je pač malo bolj zaspano, malo bolj socialno imamo nareto, ampak je fajn, ful imaš pa mrež, naprimer sploh zdaj, ko je kriza, ne, imaš ful mrež, ko te ujamejo, če se bilo kaj zgodi. Ne rabiš plačati šolstva svojemu otroku, ne rabiš to študirati, preden se rodi, ne rabiš, če si nogo zlameš, pa če zaston, ni zaston, ampak nimaš te skrbi, da boš mogel imeti za 5 jurjev. Se tudi, pa tudi v času virusa, ne, vedel si, da če boš pač bolan, boš šel, pa boš dobil pač najboljšo možno skrbo v bolnici, ker pač v Ameriki, če si bolan, imaš si to sploh ne gre, a veš. Prvo so testi bili plačljivi, ne? Prvo so imeli za 200 evrov teste, kar si marsikdo ne more privoščiti. In tako da je pol tukaj, mislim, ampak se mi zdi, da to res časih niti ne zavedamo tako dobro, koliko nekih ugodnosti pa vsem tukaj imamo, pa koliko imamo lepo državo, pa tudi koliko imamo kvalitetno hrano, pa vodo, naprimer, pa tudi zrak, pa to, mislim, imamo res enih prednosti, ki bi mogli bolj ceniti. No. Pa se mislim, da zdaj tudi v tem času, da so začeli ljudje tudi o tem razmišljati. Ne? Ja, tudi jaz tako mislim. Upam, da se je to spremenilo. Tudi okoli Maribora je ful velik nekih kmetij z lokalno pridelavo, ko itak že prodaja te zadeve, te imaš vso infrastrukturo, ampak folk pač lažje iti v Hofer. Ja, itak je. Dobesedno, ne? Lažje iti v Hofer. Pač tam dobiš samo eno mesto, ne? To smo pač razvajali. Če greš na neko kmetijo, tam dobiš, 10 stvari, pa moraš pa še iti, 3 nekam drugam. A veš, mislim, ta način razmišljanja. Naredi si v soboto ali pač kjer dan fraj imaš načrt in sem šel vse kupiti. Sem si vzel na easy, ne bom šel na hitro, pa domov televizijo gledati. Ampak bom šel lepo počasi, šli tja, pa bomo otrokom pokazali koze, pa bomo pol, ne vem, marsikdo ima še kako vino toč poleg, bomo še nekaj spili, bomo šli mogoče kosilo na en kmečki turizem, pa smo pol sir tam kupili, pa pač da se, ful se da. Pa da se vnaprej kupiti. Saj veš, v osnovi smo ljudje večina lenja, ne, in pač tiste bližnjice, pa da bi najhitreje, pa da bi pol sam dal vse od sebe. No, se spet odvisno kak karakter si, ampak če zdaj govorim v večini, pač vsi išče tisto najkrajšo bližnjico in pot do tega, ne. Hofer, ja. A veš, mislim. Hofer ima iz kmetij direkt izdelke, ne. Ja, ima pa tudi nima. Ja, vola, da nima. Ima pa tudi nima. Kaj pa greš naslednje potovati? Zdaj, če bo vse po sreči, če bodo letalski prevoz odprli, grem na Mauricijo, zdaj 23. junija. Ja, ampak imam karte letalske, tako da zdaj bomo videli, a bo ali ne bo, no. Zdaj še čakam, če bo let. Da, ja, pa letos imam plan še iti potem na Havaje, pa na izobraževanje v Miami.
Tako da ja, to pa hodila v Jordanija še v planu, pa tudi zdaj sem teka, veš, našo ekipo, pač, ko sem prej govorila o motivaciji, ne, sem prišla lani na idejo, da bi pač letos, če dosežemo neke 3-mesečne cilje, ki se jih zadamo, gremo na potovanja, ne. In pač sem itak na to idejo navdušena, ko sem se spomnila, ne, in sem jo pol predstavila ekipi in so bili pač vsi ostali navdušeni. Ja, itak pa še, ne, zakaj pa ne bi bil, če ti kar časti, da greš v zastoj nekam v tujino, ne. In ja, in pol, zdaj bi mogli iti v Amsterdam, pa nam je vse skupaj padlo v vodo zaradi pač korone. Zdaj julija pa gremo na Vis, ne, take aktivne počitnice za 3 dni. Ko smo dali na Visu, pa smo toliko navdušena, da se rekao, to morate probati, to morate videti. Teda ja, no, teda letos bo po moje še kar nekih potovanj, no. In z ekipo in v bistvu pač sama potem, no. Ja, cool. Kaj, v Jordanijo, zakaj? Ful veliko ljudi mi je to priporočilo, še vsakega vprašam, kjer je bilo tvoje najljubše potovanje, ne. In smo ful priporočili za Jordanijo, da je blizu, da je poceni, da imaš ful stvari videti na ful malem placu, da ne biš toliko potovati, veš. In pol sem rekel, to mora iti na vrh mojega seznama, veš, imam seznamček po manjih 30 destinacij in pol, ne, kjer preferiram, ne. A pa če združim, da ne, ko gremo v Miami na izobraževanje, grem pol sam na Havaje, pač ko poceni letalska karta Miami. Sproti, ker je notranji let. Ja, in združiš take stvari, ne. Valjda. Tako da pač. Havaji so drugače ful dragi. Ja, ful dragi. Sem pač, en kolega moj dol živi in smo rekli, da gremo pač tja. Okay. Ja. Ja, drugače pa te karibsko otočje. Jaz sem bila lani, na Kubi in jaz še nikoli nisem bila na dobeni destinaciji, ko je bila tako fucking draga, kot je Kuba. Res? Res. Sorry, Barbados. Barbados. Se že mi zbrisati, veš. Ja. Sorry, Kubi sem bila. Kuba je tudi draga, ful bolj, ko pričakuješ, ko misliš, a veš, ne. Barbados je pa res. Tako sem bila, prav isto, bila sem na Japonskem, naprimer, ko res kao tehnološko pa ful drago, pa vse ful hudo. Ja, niti približno, tako kak Barbados, res. In pa še dobiš, ful plačeš, pa še dobiš za nič stvari, ja, veš, tako. In pa sem tako prav res, po koncu že bila skupaj čakam, da ne domov za 3 dni. Ko veš, princip na živce, da moraš za eno stvar fucking dolgo veliko plačati, pa poje pa za nič, da je prav bi bilo tako, pač niti kul, veš, tisto, ko si prav. Spizdi, greš s tem že na plažo. Ne, pa ko sploh ne, veš, tisto Barbados, pa ko sploh niso to lepe plaže, ko sploh ni, sem pač, veš, mislim, v marketingu so dobri, državo so ful dobro pozicionirali, tisti Američani stari hodijo tja, ker pač jim je blizu, pa malo cash, ampak v resnici je pa pač tak, no. Sploh me ni navdušilo. Potem sem pa rekla, zdaj nočem več iti na karibsko otočje, nekaj cajta, ja. Ti je zamerilo za vse. Ja. Kaj pa Japonska? Kaj si šla pogledati? Japonska je pa med top 3 moje destinacije. Pač v bistvu sem šla tja z bivšim, ker se on ful želel tja, in sem rekla, pač kaj je Japonska. Mislim, ni me vleklo v resnici, pa šla sem zaradi tega, ker se on želel. In sem bila tam, me je toliko navdušila. Veš, tisto prav sistem, ki ga imaš, ko vsi v vrsti, ko čakaš, pač vsi v vrsti ravni čaka, veš, doben se ne pririva, vse je točno, veš, doben ne zamuja, a veš, tisto res, vlak je na sekundo točno, veš, ko piše, koliko prije na sekundo, kaj bo tam, veš, vse je ful hiter poteka, vse je tak čisto, veš, to greš na javno WC, veš, na neki podzemni, ko je, ne vem, fucking velika, je WC bolj čisto, ga imaš ti doma. A veš, isto, ko jaz spomnim, moraš vedeti, kak je to, veš, vsi so ful, dobene smeti na tleh, ni dobenega koša nikjer, jaz nisem na kam bi smeti devala, sem si kar skozi torbico, veš, noter, ker ni dobenega koša, a na tleh ni bilo enega čigume nikjer. A veš, isto, ne, pa tudi tehnološko, isto, ko smo šli neke tehnološke parke, pa to, ko vidiš, veš, ko so mi takrat, to bilo enih 5 let nazaj, veš, ko so imeli robote tam že in pa so tisti roboti se stavo pogovarjajo, pa to, ko bo tak scary, meni fakt, kot človek je, veš, mislim, a ne. A teda ja, no, ful me je fasciniralo vse, in narava, in pač njihov sistem življenja, hrana mi je bila tako top, veš, tisti suši, pa to, če imaš rad, teda me je ful fasciniralo, pa niti sploh ni bila tako draga, kot sem pričakovala, da bo, no. Ful so take. Dejansko, nekaj sem to bral, da je najdražji suši nekje v podzemni.
ampak ga delata dva in ga delata vrhunsko, imata nek recept, ampak je voljetno, to je tako, da bi šel, tako se čuje, tako greš na kebab štant, ne? Pri nas, ne? Ampak ga imata neko družinsko podjetje in ga imata v podzemni. Ampak je ful drago, to je tako par jurjev jed. In sta podzemni. Zdaj znam tak, to ni možno. Ne, to če bi ti ne rekel, gremo na suši, na avtobusno postajo, ne, gremo, ne. Ali pa na petrol, ne, ko zdaj prodaja suši na petrol, je tak, vrejo, super, ne. Kraj se, ne. Ja, Japonska, sam mesta si videla ali tudi? Ne, na 4 smo šla, pač Tokio, Osaka, kaj smo še šla? Sem že pozabila imena mest. Pač 4 večja mesta smo šla, tako kupila smo si hiter vlak, najdražje je bil tam prevoz, iz enega konca na drugega. To je bilo najdražje, to je bilo dražje kot letalska, tista 14-dnevna karta za vlak hitri, to je bil glavni tisti strošek. Pa pač hoteli tak imaš svež, booking imaš kar hočeš, ne. Ampak tudi tisti, ta boljši niso sploh tako dragi. Hrana je nekaj tako kot pri nas, in spet kaj si spet zbereš. Se, veš, tam imaš to spet toliko izbire, da vedno je teka, veš, pač koliko si pripravljen plačati, veš, imaš ful izbire, ker ne, na Barbadosu nisi imel izbire, tam je bilo samo drago, veš, ne. Tako da, ja, no, Japonska je res ful fajna, no. Ste videla kaj podeželja? Ne, bila smo tudi v tih večjih mestih. Pač tako, ker smo se mimo pelali, veš, da vidiš malo stvari, ampak ne, da bi šla pa prav posebej to pa ne. Ja, mene bolj kot potovanje zanimajo, da bi se res preselil za pol leta nekam. Ja, da doživiš na drugačen način, ja. Šel v Prago, na primer, to me je ful prileč. A v Amsterdam pa London, bolj Praga, ne vem zakaj, to je tako, no, pač neka. Ja. Ampak bolj Praga, ampak tak, da bi se res preselil tja. Ja, da se preselil tja, pa bi tam res živel, pa bi hodil v, veš, en kafe, pa bi res klišejsko začutil mesto, ampak bi res rad videl, kak je, ne. Ker meni je šlo na kurac v Londonu, da smo šli pač gledati Buckinghamsko palačo, ne. Tukaj vsi grejo, ja. Ja, postojimo tam, ful je Kitajcev, ful je nekega folka, ko se slika, pa si, kone, zdaj s to delam. Ne moreš na tak način doživeti. Jaz sem bila pol leta, na izmenjavi v Portu, pač preko Erasmusa. In mi je bilo ful dobro, ker veš, takrat imaš čas in res, prvo pogledaš tiste glavne stvari, greš pogledati, ne, ker pač si priporočal, ampak pa, ko imaš čas, ko res lahko raziskuješ, ko smo s to prijateljico, ko imamo zdaj skupaj malincev smo bile, na izmenjavi, ko smo tukaj enih stvari odkrile in ko smo res to, ko začutiš mesto, tisti pravi, ko ti je tako všeč, da je pač še zdaj moje najljubše mesto evropsko, veš, tisto, ampak če ne bila tam pol leta, verjetno nikoli ne bi bilo, ne. Tisto, pa, ko vidiš neke male kotičke, pa neke spote, ki niso turistični, ko so res top shit, pa ful lepi. Pač, ja, če hočeš na tak način, moraš res za nek stajta iti v neko mesto, da take stvari odkriješ, ne, za pol leta se mi zdi že tisto, ja. Ja, mi s bratom smo šla, to sem ti pozabil povedati, v Barcelono za jeseni. Smo šla samo na tekmo, pa nazaj v bistvu. In tudi smo šla, hodima pa pač vala, ker pač se je mudilo, ker sem cep naredila, pa smo šla že domov. Sem šel pa vala, neki Burger King ali kaj, ne vem, nekaj gremo na hitro. In gledam v app, pa hodim, pa gledam v app, pa hodim, pa še delam, kaj jaz delam, ne? Jaz nisem turist, mislim, kak ima že Henry Rollins, ima ful dober quote, traveler doesn't know where he's going, tourist doesn't know where he is. Ali lost, nekaj tak je. Pač turist je on, ko prije, pa pač gleda tisto glavno, pa se slika. Tisti, ko dansko potuje, pa dansko izkusi. Vidi, stvari. On je tudi šel, ne vem, on je šel v Pakistan, ko so tisto punco ubili, ko je bila ful neka državna govorka, ali kaj je bila, in je bil tisti cajt tam, njemu se rekli že pred tem, preden se to zgodilo. Idi ven z hotela, ne. On je prišel hotel, pa so imeli ograjo, kol pa varnostnike, pa pač z ogledali so šli spoda pod taksijem, da ne bi bomba gor bila, ne, in ko je šel ven čez vrate, so mu varnostnike rekli, ne, to doben ne dela, tu prije v hotel, pa so v hotelu, ne. Zakaj si šel v Pakistan, če lahko greš v Portorož? Ja, itak, ja. In on pa je šel pol ven in so tisto punco ubili, ali neko žensko, ko je bila ful neka ikona. Se spomnim, ja. Ja, in pol je sam rekel, da je pač šel v eno smer, pa da venga nikjer, ko je kurec. In pol dva z nekimi štangami prijeta, neka dva, pa te, kaj se dogaja? In pol je zavil v eno ulico, pa so gume kurli. Iz nekega žalovanja, ampak so dvene ženske nekjer, samo stari dajdi jokali
in so gume kurili sred ulice. In je to videl, pa je rekel pač, evo, viš, no, to je potovanje, ko si nekaj izkusil. Ne? Ko nekaj vidiš takega, kot je res čist. Ja, in dejansko je bil tak, on mi je tak način bi jaz šel, da res si vzameš cajt, pa greš počasi. Ne? En kolega Rok Škrlep je tudi šel na to finto, šel v Kazahstan brez denarja in je naredil bolj stand-up predstavo ven. Aha. Je zdaj, pa je naredil stand-up predstavo svetovne fore, se reče, in je šel z njo okoli po Sloveniji, kar mu dobro ratalo, glede na to, da ni tako znan, da bi lahko razprodajal, ne vem kaj. Ja. Še to v Mariboru je imel ful fajn, ful smo se nasmejali, pa sta šla s punco okoli sveta v Azijo, mislim, da pol sem na koncu, ker je bilo premalo denarja. No, se nam zarekel, glavno sta šla, ampak bila pol korona, v Iranu sta se ostavila, ko je tam že kar hudo blono. Ampak ja, mislim nekaj takega, da si dejansko tam, da nisi več za en teden. Ja. Pa nekaj takega, ne. Ker pa sem začel, ko smo hodila po Barceloni, pa jaz gledam, on fucking telefon, pa študiram, pa kaj delam, ne. Pa začnem gledati, pa smo imeli tak full hipstersko, sicer, pač skate prodajo, pa da vem, da en tetovira, tu pa kafe pijejo. Pa je to en lokal, pa smo imeli okej. Pa imaš tam v onih ulicah po Barceloni, imaš 500 takih lokalov, če greš 2 kilometra, ne? Pa te zanima, pa šel noter pogledati, pa imajo neke svajaš tam majice, prodajo, kjer neka, ne? Ampak tega ne moraš izkusiti v enem vikendu, niti slučajno. Itak je. V enem tednu, malo, ampak 6 mesecev, pa se že nekam menim. Pa se že lahko, da se dejansko preseliš nekam tak. Pa izkusiš to stvar pol, tako mora biti. Ja. Ena od tudi, pardon, da prekinem, ampak ena od tudi destinacije, moče tudi Japonska, ne. Njihova kultura, meni tudi ful tako, cool, ne. Res, sploh podeželje, ne, ko so pač tako minimalizem, pa one stene, ko sploh niso stene, ampak je bolj kot ne papir, ali kaj pač je tisti bambus. In nimajo stvari noter, oni imajo samo eno sobo, v kateri imajo vse stvari, vse ostale sobe so pač imaš blazino na tleh, sploh ne stola, in oni tako jejo, ne. To se kaj živim film, Poslednji samuraj so tako jedli, ne. Ja, to sem vam je tudi v hotelu, ko sem na Japonskem, pač ko smo si razdelili tako preko bookinga, je bil na tak način ta tradicionalni red in res, in noto res pa ni bilo kopalnice, tam malo teh neke skupinske kopalnice si imel, tam je zmes, ker fakt zadev, ampak se je bilo pa ful dobre izkušnje, pa ko priješ biš tisti kimono in si pač skozi tismo noter, vse imaš tak na tleh, pač ješ, veš, pa to posle so tudi imeli, ker v bistvu tak na tleh si imel, pa tako res ful zanimiva izkušnja, ko vidiš pač tisto njihovo, kako oni res, ne. Ja, tega naviš Burger Kingu v Tokiju, ne, več dobesedno. Pa se ful je fajn, ker se mi zdi tudi ta turizem, ki ti želi predstaviti neko tako pristnost oziroma tisto, kako je res tam ful se razvija to. Da lahko dejansko tudi, če res nimaš veliko časa, če malo poiščeš, doživiš stvari, ki, veš, so res blizu. Ne vem, da smo šla na Barbadosu, ko smo šla na en izlet, ki ga v bistvu ena domačinka organizira in te pelje do vseh teh domačino, veš, ko imajo neke stvari delajo, pa ki sami ali s hrano, ali s kakimi drugimi stvarmi. In se mi je zelo ful zanimivo, veš, ko res priješ do tistih domačinov in si tam pri njih in ti oni razlagajo. Veš, tako je malo drugače, pa da bi šla na tiste glavne turistične pointe, ko so, veš, ko ti en tam predstavi stvara, ne. Teda pač pol se, če ti to interesuje, se bo takih stvari, jaz vedno na vsaki državi, ko sem, grem na eno tak izlet ziher, veš, da je nekdo, da te pelje od teh domačina do domačina, ali pa da grem na kuharski tečaj, kjer te nauči pač en domačin kuhati, to mi je ful fascinantno, ko res vidiš pač. To mi je ful hudo. In to v večini držav, ko grem, sem šla na ta kuharski tečaj in mi je bilo tako kapšita, veš. Cool. Ko se naučiš pa tiste stvari kuhati. To že moraš imeti idejo za to. Kaj? Ideja za kaj? Da ideja, ponovadi, ko greš nekam, pa da nisi vajen potovati, nimaš ideje, da bi lahko na to šel. Da bi lahko na to poštediral svoje. Jaz tudi ne bi, dokler nisi zdaj rekla. To je fura, Ja, ampak to smo se že menili, ko smo enkrat v Planici bili in valjda tam so vsi pijani in se menimo z enim, ne vem, izhod je bil, ampak on nas je vprašal, kaj se pri vas v Konica da vidi. In smo tak, tam je ono, tam je tretje. Pa smo se pomenili, tega najdeš na internetu, ne? Ker so pač neke gostilne domače, ko dobiš vrhunsko vse, ko vsi vejo za to gostilno, čeprav jo nimajo niti spletne strani, niti na dobenem časopisu, na radiju, tam lokalnem nikjer ni, ampak vsi vejo, ne?
en iz Primorske, Gorenjske, bilo ki ne bo tega najdel, da se ubiješ zraven. In tiskati on tam priporoči, je vedno boljše. Boljše je. Ker on ve, tudi on te bo pelal na plac, ker ni turistov, spoči je veliko turistov, ker pol tam vsem gre na kurac turisti. Ne? In on te bo pelal nekam, kjer ni turistov in je takoj greš nekam X ven, pa tega dobiš na Instagram blogerjih, na TripAdvisoru, nikjer tega dobiš take izkušnje. Če si pa pol leta tam, ne, pa si še pa njihov, pa že veš. Pa že tako se veš, ja. Smo že konc? Da smo v Evropi. Je pa Južna Amerika, pa Severna Amerika. Kaj je že konc? Torej še 8 ali si moramo to mnogo. Samo da je Južna Amerika, mislim, kaj je že Alaska vlada totalno fucked up. To ti otoki tam so nori. Ja, za Elene loviti. Kaj pa Černobil, bi šla? Gledala sem to... Serijo sem gledala, me je ful fascinirala, ker dejansko nisem vedela, kaj je bilo, itak se učiš v srednji šoli, ampak bi šla, jaz bi šla. Jaz tudi bi šel pogledati. Mislim, to take stvari se mi zdijo zelo, a veš, ko ima neko zgodbo od zadnji, pa lahko, pa še posebej, če nekako starte kot to, ko sem na primer gledala, pa pol veš stvari, pa poznaš v zadnji stvari, se mi zdi pol toliko večji efekt, če greš to še pol pogledati. Ja, če te slike, pa ti posnetke iz serije, ko so tako posneti, ampak že slike, ko gledaš tam, ste tako malo, ko vidiš razmetane učilnice, ko so mogli kar pustiti palitet. Vse, ja. Že to je nek tak, se ti vsede nekam, Samo vidiš sliko, kaj šele, da si tam magnituda tega placa praznega mesta, tega vidiš nikjer, Zdaj nam bilo čudno, ker smo šli po ulicah, pa je bilo vse prazno, kot korona. Tam je pa prazno že od leta 88, nekaj to? Več kot 30 let je že prazno, Mora biti kar doživeti, ja. Podobno je, Val 202 ima zdaj en dober podcast, mislim podcast je zgodbe, ki je daljši, ampak zdaj ima eno serijo o Marjanu Jermanu. Se jih spomniš? Marjan Jerman je bil novinar, veš kaj ima tisto Nedeljsko oko, ko so se sosedi kregali včasih, veš? Ok, veš kaj, nimam televizije, ne gledam televizije, sploh nikoli nisem nekdo. Ampak se to je bilo tako 20 let nazaj. Se ni važno, Marjan Jerman je bil vojni novinar med vojno na Hrvaškem, In je šel ta neki novinar, ki to dela, je šel z njim, z Jermanom, še letos poleti dol. Marjan Jerman je zdaj umrl zaradi korone, In so zdaj dali ven ta podcast. In sta šla res dejansko po vseh tistih, kjer je on poročal, po vseh pa zgodbe govori o tem, kaj je bilo, kaj se je videl, ki se je rešil za sekundo. Ena zgodba je bila, da je bil v hotelski sobi, kao na varni strani hotela, ker je bila na drugi strani, ali kao tam, ko so obstreljevali, in so mu ga prosili na radio, če bi se ob 7 zjutraj zbudil, da se bo javilo. On se ob 6 zbudil, šel na WC, se zrihtati, pa je v njegovo sobo priletela granata. Celo sobo razfukala, na WC je on ostal živ cel. Če se ne bi zbudil, če ne je bilo javljenja, bi umr, ker je pač bilo vse razfukano tam. Full fuck. In s tem, da se dobi tam s tistimi oficirjami, z enim oficirjem hrvaškim, ki je bil med vojno tam, se dobi in to je res bolj iz prve roke tega ne moreš doživeti kot tak, Res, tak vojni turizem, oziroma tak creepy turizem, ali kak je že, mislim, da se reče cringe turizem, ali kakorkoli, to me tudi bolj privlači, kot pa Porto Rož, sam da je v Španiji. Ja, itak je. Ja, se mislim, da mora pač vsak najti pač tista stvar, ko ga zanima, veš, to je pa glito čar, da pač ima vsak svoje interese, pa vsake druga zanima, pa pol itak kamorkoli greš, veš, pol najdeš. Ja, in pa itak, večina pa itak sledi pač tistmu, množici, in pač gre tisto, kar je najbolj, Ja, se pa greš, dvakrat na taki plac, pa ti pol že do kurči, ker pa če skozi isto, pa se naučiš, tako pri vsaki stvari. Ja, itak, ja. Pri vsaki stvari, Ampak najhujše pa je to, jaz ne razumem ljudi, ko grejo ne vem kam v hotel, pa niti v morje ne grejo, ampak so v hotelskem bazenu. Če lahko greš v Konjice na olimpijski bazen. Bazen, ja. Jaz tudi to nisem, pa to, da greš nekam, pa da si pol v hotelu, pa da ne raziskuješ, ko meni je pač čar, da sem pa cel dan okoli, veš, da čim več vidiš, ko si že nekje, da se moraš spočiti,
to razumem. Ja, itak, To so 2 dneva, 3 dni. Ja, več, pa če počiješ lahko doma, jaz vedno rečem, počivamo lahko doma. To je veselno. Bolj, če si 3 dni doma, preden greš. Pa se spočiješ, pa pol greš. Samo veš, kaj, sveš, vsi reče, ja, grem na počitnice, pa se bom spočival, ne. Ta mentaliteta, mislim, ta način razmišljanja. Bolj zdravo hrano je, pa boš počit. Ja, pa pol idi nekam pa nori okoli. Ena dogodivščina, ki se mi da z Andrejo Forade spominjam, ko smo šli v Porto na izmenjavo. Sem prišla prvi, jaz sem bila tretji letnik faksa smo bile, ne. In jaz sem prišla v Porto, tja, in pač, ko priješ tja, veš, v eno hišo smo šle, ko smo se tam preko interneta smo si kao razrižali, ki bomo pač apartma, da bomo tam živele, in prijema tja, v tisto hišo, in je bilo tako vse prazno, nič ni bilo noter, sam postelj, ni bilo ne pač posteline, ni bilo dobenih stvari. In tako nismo vedeli, kje smak, en tipno je v tisti hiši odložil, ni šel, veš, ni bilo interneta, nič. In jaz sem bila tako, fuck, kaj zdaj, veš, pa se prena joka, pa se drugega gremo nazaj domov, veš, tisto šoka, ne. Pa sem rekla, kaj neš, dima to zdaj rešiti, gremo si pač kupiti zdaj stvari, ne, se pač, ne, kaj pa lahko druga. In pa smo mi da šle, itak, tudi smo v Porto, nismo nič vedeli, in pa smo šli mi iskati Ikeo, ne. Porto, in smo se itak čisto izgubili na napačen avtobus, smo šli, ker nekje smo bile in pa mi smo vedeli, pač tam pa ni doben vozil, pa nismo vedeli sploh kako priti iz tistega konca zdaj, pač kamorkoli drugam. In pa smo hodili tako po parkirišču in pa smo pač spraševali, če nam bi kjer pelava, veš, tisto do tja. In pa je rekel en gospod, jaz bom jaz pelal, pa grih v tisto smer, grem, rekel, saj sploh ni tako daleč, ne vem, 4-5 kilometrov tukaj je, ne, ta Ikea. In sem ko mi je ful vesele, pač okej, itak nisem imela druge možnosti zdaj, ne, kaj bo, ne. In pa ti odpere prtlažnik, pa če krpite noter, pa ko mi je tako gledamo. What the fuck? Kaj še nisem vedela tisto, nisem vedela, kva bi. Pa smo se tako pogledali, pa rekel, ja, pač zice imam polne, pač ne morate iti naprej, se nama bo pokazal, ne, pač idemo pač v prtlažniku, imajo lahko peljem, ne, pa mi je tako, okej, pač bomo šli v prtlažnik, ne, in mi gremo v prtlažnik, pa bom prije čez minutko nazaj, pa da, ful velikega psa, tistega, ko imam po moje, ne vem, a veš, enih 70 kil, pa reče, sam upam, da ne bo motil ta pes, bo z vama tukaj v prtlažniku, veš, pa tako, okej, verjo. No, in pa smo se s tistim psom pelali in tisti pes je bil tako vesel, da nam je celo prelizal in tako nismo nič mogli, ker sem bil tako, a veš, tako smo bile, kaj bo, ne. In je ponaj on tam pred Ikeo odložil in pa sem prišla ven in smo se tako pogledali, smo tako, kaj se je zdaj zgodilo, veš, ker z enim tipom smo šla v prtlažnik, noter smo poslali, da nam pele, kamorkoli pa že, vmes na tisti velik pes lizo, veš. Še vsake toliko zdaj, da se spomnim na to, pa se na tako režima res, kak. Imaš nekih takih dogodivščini pol, ko, ne, ko če bi, po mojem mamci bi povedala, kaj sem naredila, nekaj, kaj se, a veš, kaj sem te učila, ne smeš tujcem v avto hoditi, ne opet, ne veš. Ne, ampak ja, pač, to je bila ena taka zanimiva dogodivščina, ko se nama zgodila ena izmed njih. Fuck, jaz to moram videti.